pozdravljeni spet v dan Petkov Extreme. Zakaj spet? Zato, ker je drug del tele vdaje v knjigah. Petkov Extreme. To pa nisem kako mislil. Petkov Extreme. Ja, nazadnje sva se prav pregledala 4 knjige, ki jih je Neil deGrasse Tyson predlagal ljudem, da jih prebedajo. Danes bomo pregledali še ostale 4. Si za? Ja, zakaj? Če so že. Če sva že prišla do sem, ne bo šla še naprej. Jaz bom sam v bistvu. Ok, 5. knjiga. Thomas Paine, The Age of Reason. Se pravi razlog, naučiti se, da je moč racionalne misli primarni vir svobode na svetu. Zanimiva trditev. Ok, The Age of Reason, to je dejansko doba, ki se pravi v Veliki Britaniji bila po renesansi v naših krajih znano kot razsvetljenstvo. Nisem prebral, je pa menda zelo Thomas Paine proti cerkvi, bi se rekli na uperu. Ne samo proti, mislim proti verstvam, sploh, ampak bi rekel, da se je na cerkvu sploh zato, ker je najbolj poznal. V bistvu zadeva pri tej knjigi je pravzaprav to, da on kritizira cerkveni dogmatizem. In pa to, da si pač cerkev prilašča neko oblast v svetu, da ima neko dejansko oblast. In namesto tega, on seveda še vedno verjame v Boga, ampak na drugačen način, ker pač cerkev predpostavlja dogmatizem, se pravi, da ti lahko spoznaš neko resnico samo preko razodetja, da se te pač dotakne to pač Božje bitje oziroma Bog in ti pač razodene resnico. On pa zagovarja pač drugačno teologijo in sicer, da se pač da obstoj Boga nanizati z dokazi na podlagi razuma in o tem pravzaprav govori. Se pravi, dojemati Boga na drug način, drugačen kot krščanstvo. On ne zanika Boga v osnovi. Moram reči, ker sem vedel, ko učem Bogdaja, sem sam nehicam pogledal, nisem se pa res vest. Biblijo pa ja, bom jo pa prebral nekaj definitivno, zato ker pač neke razsvetljenske ideje so, če ne drugega. Ja, je bil, ta knjiga je bila seveda navdih za pač marsikoga drugega. No, se od drugo zadevo bom prebral pri naslednji knjigi. Bi jo mogel prebrati? Bi jo ti prebral? Jo boš ti prebral? Ne vem, nimam namena v bližnji prihodnosti. Mogoče nekoč. Ko bo čas in volja in razum krepak. Lepo si to povedal. Ok, naslednja. Jo boš ti prijel, na tvojska. The Wealth of Nations, Adam Smith. Neil deGrasse Tyson je rekel, prav naučiti se, da je kapitalizem gospodarstvo pohlepa in sistem, ki se bo zrušil sam vase. To je komentar. Ja, okej. To se da zdaj precej razplest, ker pač za to trditev seveda tale Smith zagovarja pohlep, ampak na majčkeno drugačen način. Treba je pa tudi razumeti zgodovinsko ozadje. On zagovarja nekako tole prosto trgovino. Obdobje, v katerem je pa on živel, je pa takrat seveda vladal merkantilizem. To pomeni, da so si pač skušali države nagrabiti čim več zlata, omejiti uvoz in seveda pač pospešiti izvoz, da bi si nakupičilo bogastvo. Njemu gre to na živce. On bi rad pač, da je trgovina prosta, on je za privatizacijo in za čim manjše vmešavanje države v pač ekonomske zadeve. Tudi meni se, jaz sem pač nekaj sem prebral, vsaj tisti začetek. Meni se ni zdelo, da on tako govori, koliko je kapitalizem slab, ampak on, če ne drugače, vsaj postavil neke temelje kapitalizmu mogoče.
sploh kar razlaga o žebljih. Razlaga, Aha, ja. kako, če imaš tovarno žebljev in če bi vsak delavec mogel, se pravi, od začetka do konca delati žebelj, se pravi, najprej, mislim, čisto vse, od začetka do konca, bi najbrž, ne vem, 10 žebljev na dan naredil. Če imaš pa ti ljudi, ki se samo ukvarjajo z eno stvarjo, se pravi, en sam šiljo, en sam kapce dela, en sam to, pa ti lahko narediš na 1000 žebljev. Pa tudi v bistvu zagovarja, zakaj morajo biti plače nek višje in nek nižje. Ne? Ker pa, če bi bilo vsi iste plače, pa vsi hoteli tisti najlažji del. Ja, pa stvar je tudi v tem, da nekdo, ki pač dela samo en del, ki se specializira za neko delo, ga bo pač boljše opravil. Ja, Če bi ti mogel zgraditi celo bajto od začetka skrb s pohištvom, ne bo pohištvo verjetno tako kvalitetno narejeno, kot pa te sama bajta. Pa tudi že knjiga je samo po sebi razdeljena na 5 delov, ne, vsaka je pač posvečena pač določenemu problemu. Knjiga je v bistvu tudi zajema nekaj več kot 1000 strani, ta slovenski prevod je sam en del. Bi te pa sem popravil, on je utemeljitelj ekonomije, ne? Aha. Kapitalizma. Okay. Ekonomija kot znanstvene discipline, akademske. Ok, morda pa. Se pravi, bi ti, mislim, se strinjaš s Tysonom, ko je rekel na razlog navedel? Mislim, jaz bom tako rekel, ne, pač zdaj pri Smithu je zadeva taka, da pač ta pohlep pri posamezniku deluje tako, da pač skuša posameznik čim več pridelati. Ampak, ker bo posameznik vedno pridelal nekako več, kot bo sam porabil, ker sam si bo vedno dal nekaj na stran za prihodnost ali pa za neke boljše čase ali pač iz bilo kakega razloga, bojo pač nastajali neki viški. Poleg tega, pač, ko bo ta posameznik bogatel, bo bogatela tudi pač celotna skupnost, celotna družba. In seveda, ker bo pač bolj ko bo cvetela družba, pač bolj bo uspešna celotna družba. On sledi nekako temu toku misli in zato po njegovem pač pohlep nekako ni slab. In tudi zagovarja nekako to, da si ne more posameznik pridelati vsega sam, ampak da mora menjati, ne? Da dela neko specializirano delo in potem zamenja pač tiste dobrine, oziroma da druge dobrine pač pridobijo od nekoga drugega in si jih ne pridela sam. Dobro, ja, prosta trgovina. Tako. Ok, zdaj, a bi res prebral, ne vem, ekonomija nikoli ni nekaj fej zanimala, mogoče pa vsaj te začetke, kako so gledali, ki se je splačali prebrati. Morda samo kakšen zvezek, ne, kot tukaj. Ja. Recimo četrti zvezek pač je plivanje čez Anglijo, ne, in čez angliški merkantilizem. Zdaj, če te ne zanima tista tema, ne, nimaš kaj brati. Ja. Se približujemo koncu. Predzadnja knjiga, Sun-Tzu, Umetnost vojne. Tyson razlaga, da je to v bistvu ubijanje ljudi, mislim, da je to razlog, ubijanje ljudi se lahko dvigne na raven umetnosti. Ja? Bi rekel ja? Ne, nekako. Mislim, zdaj jaz, se pravim, včasih te komentarji so tak, ne, včasih imam občutek, da pač je človek niti ni prebral zadeve, ampak je sam nekaj napisal. In hotel sem reči, kaj da bi samo naslov prebral pa rekel, aha, to se pa tam dogaja, kako je treba ubijati ljudi. Mislim, ker če bi pač ta komentar bi bolj, ne vem, lahko dali na kakšno poznantično mučenje ali pa kakšno srednjeveško inkvizicijo. Tam bi po mojem kakšnem takem priročniku bi res lahko izvedeli, kako je lahko ubijanje umetnost. Medtem ko pa ta Umetnost vojne je pa zelo stara knjiga, ne, tam nekje med 8. in med 5. stoletjem pred našim štetjem. Avtor je sporen, da ni nikoli ta obstajal. Aha. Se pravi, neke vrste pomen. Ja, nek mit, nek mitski karakter. Zadeva seveda govori o vojskovanju. Ampak to niso praktični predlogi, ne. Tam ti knjiga ne govori o tem, kako ubiti zelo pač eksplicitno, pa kako zmagati, pa kaj narediti, da boš zmagal. Ampak gre bolj za način razmišljanja.
ne? Kako stopiti v neko situacijo, ki je ne poznaš, kako se prilagoditi, ne? Kako se obnašati. Kako se obnašati, kako razmišljati, kako se adaptirati. Ja. Ta knjiga sama ima 13 poglavij, ki pač obdelajo različne aspekte pač vojskovanja, ampak med sabo niso zdaj spet tako striktno povezane. Ja. Po drugi strani je pa tudi v knjigi zelo močno prisoten nek poetičen element in pa veliko je govora o tem, kako prelisičiti nasprotnika. Se pravi, zmagati po možnosti brez bitke, s čim manj smrtnih žrtev, s čim manj uničenja. Se pravi, kako se izogniti ubijanju. Se pravi, kar je popolnoma kontra Temu, kar je pač tributvi, ki jo je napisal. Marsikdo jo pač seveda tudi uporablja za Ja, knjiga je, se pravi, ja, kako se mora vodja obnašati. Ja, tako. Tukaj ne sicer govori o generalih, samo danes lahko to preslikamo na, ne vem, menedžerje, direktorje podjetja. Menda je knjiga v japonski, se pravi, na univerzi za menedžerje je v bistvu obvezno čtivo. Tudi za marsikateremu športniku vrhunskega pač predlagajo, oziroma kakšni športni. Tudi, ja. In ja, predvsem, ja, kako se je treba obnašati, ne. Recimo, čisto en razlog, ki se ga najbolj spomnim, da če daš ti nekomu kazen, moraš tudi nagrade dati, ne. Mora biti, povsod mora biti tako, ne, se pravi, ajde, klede je v vojni, klede se glede vojske, no se pa tudi, se pravi, na podjetja. Zdaj, če en, ki najmanj dela, če mu vzameš 50 evrov od plače, moraš pač onemu, ki največ dela, se pravi, najmanj dela, toliko vzameš, onemu, ki največ dela, mu pa pač toliko daš, ne. Kaj se bo zgodilo, ne? Če bo sam kazni dal, te bo zasovražil ljudje. Če boš pa sam nagrade dal, bo se bo pa polegel ljudje. Ja. Knjiga je se pravi pač tudi neko raziskovanje odnosov, ne? Pač med osebi, družinskih celo. In je res, pač ima ogromno aplikacij izven samega raziskovanja. Tako da jaz bi rekel, ja, da preberi, da bi predlagal to knjigo za branje sam iz čisto drugih razlogov. Ja, pač ne boste našli noter nekih vojaških formacij, pa ne vem kaj. Bolj kot ne filozofske knjige. Bolj kontemplativna. Ja, prav. Zato sem Ivana povabil. No, slišče. Ja, predvsem pa. Zadnja knjiga pa je Machiavelli, princ, oziroma vladar. Il principe. Zakaj? Da bodo ljudje, ki niso na oblasti, storili vse, da bodo tam pristali, in da bodo tisti, ki so na oblasti, storili vse, da tam ostanejo. Si bral knjigo? Veš kaj, enkrat sem se lotil, pa nisem do konca. Tako da... Jaz sem jo bral in kakor se spomnim največ, je dejansko tako, Machiavelli pravi, no, da se pa zresnimo. Pač, politik mora lagati, politik mora govoriti, da bo naredil, pa čeprav vede, da bo tega naredil. Politik se, ali pa dobro vladarci, se mora obnašati, kot da je krščanstvo največja vrednota, čeprav se najbrž ne briga za to, ampak samo zato, da bodo ga ljudje poslušali. Tako da, malo ne razmišljanje, ki pa rekel, no, je res tako, ampak ti nekako tudi primere pol da, ko rečeš, ja pa res. Tudi danes, a ne, boš, ne vem, če boš dal na Facebook, ne vem, Machiavellija, bo manj ljudi videli to, kot pa če boš dal, ne vem, on zvezdnik je, ne vem, po bruhu dele vse. Več bojo ti sklikali, kakor to. In nekako na ta način hoče on predstaviti, da bolj bodo take glupe stvari, bolj se bodo brali ali pa gledali, kakor nekaj res na tem. Ja, načeloma, ja, on omenja, da na neki točki, da pač ljudje zanima, kako stvari površinsko izgleda. Njih zanima zdajšnji učinek, ne pa tisti, mogoče, kar imaš ti kasneje. Zdaj, vladar mora pa pač tako poskrbeti, ne, da bo zmagal, da bo ohranjal neko oblast, da mislim, kar ljudstvo želi, niti ni važno, ne. Dobro mi je tudi, mislim, da je vse omenja Borgia, ne, se pravi, sina, kako mu bilo že ime.
Ja, ima pa kunt, ki je pol tudi v bistvu škof, no, se ima veze. Razlaga, kako je on imel neka morilca, ki je na njegov ukaz pobijal ljudi, ne. Ljudje so zvedeli to in kaj je on pa naredil božja? Onega morilca je dal ubiti in ljudje so rekli, o, bravo, lej, dal je tega. Ni v bistvu, vedeli so, da je on kriv, ampak ker je eksekutorja usmrtil, je bil še zmeraj v bistvu dober. Ale take čist bizarne stvari, ki očitno delujejo. Ja, no, zdaj, ja, tudi, da bodo se strinjali nekako s Tysonom, da bodo tisti, ki so na oblasti, storili vse, da bodo tam obstali za ceno marsičesa. Pa bo tisti, ko odstopijo z pozicije, Kaj pa vem? zaradi škandala. Ja, Machiavelli veliko ne. Ti bi mogel ustrajati, pa čeprav bi... Nisem tega Nisem tega. Se vem, da so slike, filmčki, video, zvočni posnetki. Ampak imam svoje razloge. No, ti bi jo prebral, mislim, bi jo boš prebral, ali pa si bi jo predlagal, no. Bom enkrat dokončal manj. Tudi maj se za prebrati, sej jezik ni težek, ni zdaj pač. Eni štejo to, kot prvo politično, kako bi temu rekel, delo, strokovno politično delo. No, ja sem. To so že v antiki pisalke, o čem predlagal. Ja, seveda, ampak. Nekomu verjetno neki začetek moderne. Ja, naj bi šlo za neko moderno politično teorijo. To je tisto, kar sem iskal. No, smo nekako do konca prišla. Teh 8 knjig. Je kakšna knjiga, ki je ni, pa bi jo predlagal? A veš, da sem nekako sumil, da ne boš to vprašal. Bi že mogel. Ja, ne, veš kaj, definitivno, ne, pa bom kar malo tak, mogoče klišejski, Ja? sam jaz bi res dal še Dostojevskega zraven. Dostojevskega? Ja, vsekakor. Jaz mislim, da to pa vsakako, da pač nekako srednjo šolo naredil, da pa lahko tudi to prebral. Katero? Vse ali... no. Kjerokoli. Ja, no. Ali pa dobro, no, Karamazov. Ni hotel sem reči, ja, Karamazov. Okej. Jaz bi pa... Ali bi dal utehi filozofije? Tukaj je v bistvu nek... Ne razloži sploh, kaj je filozofija. Ali pa druga stvar, bi pa mogoče od Humberta Galibardija Miti našega časa. On je tudi dober avtor, ja. To bi dal, to bi predlagal, ker tista je res dobra. Pač govori o mitih našega časa, ker... Sam je malo težko berljiva na trenutek. Ja, res je, mogoče moraš včasih dvakrat prebrati tisti stavek za stopom, ampak... Vse ne vem, a on kriv ali je tisto, ko je predal. No, to je vprašanje. Ti imaš na nikoli nisem vprašal. A je kriv avtor, ali je kriv prevajalec? Da je recimo knjiga težko berljiva. Ali pa oba? Je lahko tudi oba. Ali pa Ben, pa pač mi ne gre tako dobro. Ne zastopam dobro stvari, pa je to to. Ne, pa bi verjetno, pa bi jaz zastopil lažje. A pa slučaj do drug, ko je prebral, sam sem nas zastopil. Sem že malo koga slišal, da je prebral to knjigo in da... Da ima iste države. Ja, ne sej, to je res. Ampak vse, jaz bi jo predal. To. To je dobro izbira. Je dobro, bi še kaj povedal? Prišla sem nam pri Panza. Je upam, da se ne odla še gledati. Jaz tudi. Boš lahko kdaj sam predal kakšno temo, pa bi rekel, je pa to, da se bomo več o tem pogovorili, pa nekaj ljudi. Lahko pa takrat, če grega tudi, pa ne 3 ljudi. Bomo šli vsi noter, če se stisnemo. Ja, se bomo potrudili, če bomo pa malo naš rok brkama. To je to, no. Tako da je lep petek, lep vikend in lepo se nekaj. Pa cel naslednji teden tudi. Bravo. Ja. Bravo. Sreča. Adijo. Sreča.